Gospe in gospodje, v dvorano prihajata doktorica Spomenka Hribar in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, gospe in gospodje, ki dogodek spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lepo pozdravljeni iz predsedniške palače, kjer bomo danes na razmeram primeren način obeležili 30. obletnico podpisa sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Na današnji slovesnosti posebej lepo pozdravljamo predstavnike političnih strank in poslanskih skupin, ki so 6. decembra 1990 podpisali sporazum, na podlagi katerega je bil istega dne na skupni seji Skupščine Republike Slovenije sprejet zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Gospoda Roberta Battelija, gospoda Franca Gradišarja, doktorico Spomenko Hribar, gospoda Alojza Peterleta, doktorja Cirila Ribičiča in doktorja Dušana Pluta. Pozdrave pošiljamo tudi gospodu Jožefu Školču, magistru Ivanu Žaklju in gospodu Milanu Potrču, ki so današnje slovesnosti žal niso mogli udeležiti. Ob tej priložnosti se spominjamo tudi pokojnih podpisnikov sporazuma, gospoda Franca Golije, gospoda Ivana Omana in doktorja Jožeta Pučnika. Obeležitev obletnice sodi v okvir prizadevanj predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije. Predsednik Republike je doslej priredil 9 posebnih slovesnosti v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic, Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda, posaditve lipe sprave na Ljubljanskih Žalah, razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične Republike Slovenije, Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, odhoda slovenske delegacije 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije, razglasitve ustavnih amandmajev 96, 97 in 98 k Ustavi Republike Slovenije in odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije. Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev v tedanjih razmerah ni bilo mogoče pripraviti, zato je predsednik Republike v počastitev obletnice državljanke in državljane ter Slovence in Slovenke nagovoril s posebno poslanico. 30. obletnico uradnega imena naše države pa je predsednik Republike obeležil skupaj z otroki iz vrtca Litija. Naslednjo vrsti obeležitev bo 30. obletnica postroja v Kočevski Reki 17. decembra 1990, na katerem je prvič zadišalo po slovenski vojski. Slavnostna govornika na današnji slovesnosti sta doktorica Spomenka Hribar, pobudnica sporazuma, in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovana doktorica Spomenka Hribar, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani, prebrala vam bom svojo subjektivno oceno, tako sporazuma kot vsega tega, kar se je dogajalo potem do današnjega dne.
Pri spominjanju na pomembne dogodke v preteklosti moramo za razumevanje njihovega nastanka analizirati vzroke zanje, na drugi ravni pa tudi njihove posledice. Sporazum vseh političnih strank pred plebiscitom je bil posledica politične potrebe po preseganju nezaupanja med pozicijo in opozicijo oziroma iz potrebe po usklajenem delovanju obeh v korist čim boljšega izida plebiscita. Nezaupanje je bilo predvsem v Demosu. Naj navedem le hipoteze o vzrokih. Prvi vzrok so zamere in travme zaradi hudih, tudi zločinskih dejanj v prejšnjem sistemu, ko je imela komunistična partija oblastno vlogo. Nekdanji komunisti pa so bili tudi v skupščini, seveda, kot izvoljeni delegati. Drugi vzrok je bila zadržanost ali odkrito nestrinjanje opozicije s politiko Demosa, kar je, menim, posledica njene skrbi ali celo strahu, da bo po osamosvojitvi potisnjena v družbeno politično podzemlje. Vzrok Demosovega nezaupanja so bile tudi govorice, da hodijo, citiram, komunisti po terenu in strašijo ljudi, da upokojenci po osamosvojitvi ne bodo dobivali pokojnin. Konec citata in tako dalje. Morda pa vsaj toliko, kot omenjene, velja tudi hipoteza, da vsako oblast, ki hoče biti absolutna, že ob samem začetku prevzame paranoični strah, da bo svojo oblast izgubila. Kakorkoli, nezaupanje je bilo tolikšno, da je grozilo, da sploh ne bomo prišli do soglasja o sodelovanju, kar bi bilo celo pogodu radikalcem v Demosu, namreč, da bi Demos sam izpeljal ne le plebiscit, temveč tudi samo osamosvojitev, ker potem ne bi bilo treba deliti oblasti z nikomer. Tudi če bi bila za to realna možnost, sem jo samo odklanjena, prepričana, da osamosvojitev zadeva vse prebivalce na slovenskem ozemlju in da je takšno igračkanje radikalcev v Demosu v principu nelegitimno. Zato sem si prizadevala za sodelovanje pozicije in opozicije v pripravah na plebiscit. Menim, da sta 9. in 10. točka sporazuma presegli pogoje samega plebiscita, saj sta kazali v čas po osamosvojitvi. 9. točka se glasi, citiram, Republika Slovenija bo zagotavljala narodnostnima skupnostima italijanski in madžarski, kakor tudi vsem pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov, da se zaradi plebiscitarne odločitve ne bo spremenil njihov sedanji politični status. Delili bodo našo skupno usodo. Pripadniki drugih jugoslovanskih narodov, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji, pa bodo, če bodo želeli, dobili državljanstvo po zakonu o državljanstvu. Sporazum pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov obljublja tudi državljanstvo, če ga bodo želeli, kar pomeni, da tudi če ga ne bodo želeli, se jim njihov dosedanji politični status ne bo spremenil. Državljanstvo Republike Slovenije je bilo obljubljeno kot tisto več in ne kot pogoj za ohranitev njihovega dosedanjega političnega statusa, torej tudi stalnega bivališča. Enaka zaveza, kot je v sporazumu, je zapisana tudi v izjavi o dobrih namenih, ki jo je Skupščina Republike Slovenije sprejela 6. decembra 1990. In potem je Demosova vlada 26. februarja 1992 iz prebivalcev 25.671 prebivalcev iz republik nekdanje Jugoslavije, od katerih je večina prej leta, desetletja delila skupno usodo z nami, sodelovala pri gradnji našega standarda. Njihovih stisk, njihovega trpljenja si ni mogoče predstavljati. Desnica pa je še leta in leta namenoma preprečevala rešitev njihovega problema v našo sramoto. Čutim državljansko dolžnost, da ob tej priložnosti spomnim na usodo našega delegatskega kolege Milana Eksentijeviča, ki v Sloveniji živi 62 let. Imel je slovensko državljanstvo, pa mu ga je država vzela, ker se je v skupščini zavzemal za nadaljnji obstanek Jugoslavije. Torej je slovensko državljanstvo izgubil zaradi verbalnega delikta. To je druga sramota slovenske države. Še posebej, ker so to odločitev potrjevala slovenska sodišča,
tako da še danes nima slovenskega državljanstva. Točka 10 sporazuma na predlog gospoda Mirana Potrča določa, da je osamosvojitev skupno delo vseh strank slovenskega naroda in državljanov Slovenije in si zato, citiram, pozitivnega izida plebiscita ne more pripisati nobena posamezna stranka ali koalicija. Ta postavka sporazuma ni veljala niti leto dni. Pred kongresom Slovenske demokratične zveze jeseni 1991 je Janez Janša napisal osnutek programa stranke, v katerem je bilo zapisano, da se bo stranka zavzemala za to, da se bo, citiram, celotna družbena struktura nagnila na desno. Konec citata. To je avtoritarna zahteva ene stranke, ki lahko pomeni temelj totalitarne družbe, če se ali ko se ta stranka povzpne na oblast in jo spremeni v absolutno oblast. Ker za libertarni del stranke tak program ni bil sprejemljiv, je SDZ razpadla, posledično pa tudi Demos, ki torej ni razpadel zaradi rovarjenja nekdanjih komunistov, niti ne zato, ker naj ne bi bil sposoben vladati. Ne po 45, po 2 letih se je sam ukinil, se je stopil s piedestala oblasti, ker njem ni bilo soglasja, da bi ponovil totalitarno zgodovino, tokrat v desni varianti. Naj poudarim, da sem ponosna, da sem bila delegatka Slovenske demokratske zveze in s tem Demosa. V 2 letih mandata je naredil več kot vse kasnejše vladne garniture. Izpeljal je osamosvojitev, jo vojaško obranil, ustanovil Slovensko vojsko, državo, sestavil in sprejel prvo ustavo Republike Slovenije, uvedel svoj denar, dosegel mednarodno priznanje države in v vsem tem času zagotavljal socialno, kulturno in politično vzdržnost. Ni pa mogoče samo slaviti uspehov in ne videti stran poti, katerih rezultate okušamo še danes. Začelo se je s prodajo in preprodajo orožja na Balkan. Še posebno žalostno je, ko je Janša orožje kupljeno in namenjeno muslimanskim braniteljem pred agresijo v Bosni in Hercegovini, osebno odkril na mariborskem letališču in ga pripisal Levici in Kučanu za državni udar v Sloveniji. Bi sploh prišlo do pokola v Srebrenici, če bi tisti nesrečniki dobili svoje plačano orožje? Na volitvah leta 1992, na katerih je Janševa socialdemokratska stranka Slovenije komaj prišla v parlament, je Janša pisal svojim sodelavcem pismo, v katerem je ocenil rezultate volitev. Opozoril je, da gre za interpretacijo osamosvojitve in za uvid lastnih političnih interesov v interpretaciji. Kajti niso vse stranke enako zaslužne za osamosvojitev, nekatere so storile malo več, kar nedvomno drži. Janša pa iz tega zaključi, citiram, stališča posameznika je to lahko nepomembno, važni so pač rezultati. Stališča politike pa so to ravno tako rezultati, ki se prodajajo, kot se v ekonomiji pulloverji iz tekstilne tovarne. Zame je taka primerjava blasfemična. Nikoli nisem razumela osamosvojitve kot prodaje tekstila. Zame je bila in je osamosvojitev nekaj presežnega. Je dejstvo zgodovine z dolgoročnim pomenom. Toda opozarjam, kaj je Janša s to primerjavo ne le povedal, temveč dejansko storil. Prekršil je 10. točko sporazuma med strankami, da si nobena stranka ne bo prisvajala rezultatov plebiscita in posledično tudi ne zaslug za osamosvojitev. Kar pa se dogaja vse do danes in zaradi česar so osamosvojitelji sami razdeljeni. Pravi so samo v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ki si bodo zdaj na račun vseh nas postavili še poseben muzej. Naj sklenem. Tisto, kar je Janez Janša planiral v programu SDZ, naj se celotna družbena struktura nagne na desno, zdaj pospešeno uresničuje. Tisti, ki je nedvomno naredil malo več kot drugi v vojni za Slovenijo,
namreč Janez Janša, tedanji sekretar za obrambo, nas danes prodaja kot svojo lastnino, kot puloverje, Madžarom in morda še komu. Nas potiska med avtoritarne države, ki se otepajo vladavine prava. To je desna kontinuiteta, ki se zajeda v tkivo same Evropske unije, namreč prav v vladavino prava kot njen temelj. In opredeljuje tudi slovenski politični prostor, naj bo na oblasti ali v opoziciji. Tudi levica ima svojo odgovornost. Nevarnost Janševega desnega radikalizma je jemala kot alibi, da je tudi ona v miru lastninila slovensko premoženje. Naj povem, da me je sram, ker se po svetu norčujejo iz premijeja moje države, ko ga imenujejo maršal Tvito. Pravzaprav mi je hudo, kako daleč smo padli po tem, ko smo bili občudovani in spoštovani, ker smo se mirno razdružili s ostalimi republikami Jugoslavije. Toda pravo oceno odmika, pravzaprav izdaje temeljnih postavk, ne le sporazuma, je mogoče izmeriti glede na program za prihodnost, ki je nastal v okviru kulture, poudarjam, v okviru kulture, konkretno v novi reviji. Zapisali smo, da so naloge Demosa 3. Uvedba demokratičnega sistema, osamosvojitev in prostost duha, ki ni mogoča brez narodne sprave, ki omogoča mirno, tolerantno sobivanje ljudi različnih izkušenj, prepričanj in interesov. Prvi dve nalogi smo dosegli, narodno spravo pa kršita obe politični opciji, le da prednjači desnica, ki jo pooseblja Janez Janša svojo politiko. Kdor ni z nami, je proti nam. Še natančneje, je proti meni. S tako klerikalno bolševiško politiko namerno vnaša sovraštvo v družbo, zbuja najbolj grobe pritlehne reakcije v ljudeh do državljanov drugačnega prepričanja in še posebno ogroža prostost duha. Janševo hotenje povsem si podrediti medije in kulturo v najširšem pomenu besede je totalitarno, saj pomeni kultura izvir totalitete človekovega bivanja. Duh veje, kodar hoče, je zapisano v knjigi vseh knjig. Janševo stegovanje rok po kulturi je blasfemično ravnanje. Hoče nekaj, kar a priori ni kogaršnja last, ker je dobrobit vseh in vsakogar posebej. Kultura je največja nevarnost za avtoritarne in totalitarne vladavine, saj znotraj nje vznikajo spoznanja in artikulacije resnice ter njenih premen v času. Omejevanje kulture oziroma Janševo prizadevanje za njeno uniformiranje in podreditev njegovi sektaški politiki je, menim, tisto, kar nas najbolj ogroža, ker omejuje, krni ustvarjalnost. Naciji zapira usta, s tem pa zapira tudi uvid v prihodnost, torej v prihodnost samo. Hvala lepa za vaše potrpljenje, se opravičujem, če sem vas obremenila. Hvala lepa. Hvala, doktorica Hribar. Pesem o preporodu, ki ga prinaša pomlad, ter večnem in pomenljivem sporočilu prijateljstva med ljudmi bo zapela Tjaša Fajdiga, prva Slovenka, ki je zaključila magistrski program muzikala na Kraljevi akademiji v Londonu. Rodijo se na travnikih sveta, vseh ras in vseh polti ljudje, ki čakajo na čudežno pomlad, ko bodo našli se nekje in preživljali dni, kot da so iste krvi. Pesem o pomladi in prijateljstvu, vrata, ki pred soncem se odpirajo, roke, ki v objem kar same se razpirajo, pred domovi dobrih ljudi. Pesem o pomladi in prijateljstvu,
Ko pomlad prinese ti prijatelja, srečna pojdita, povsod pomlad razglašajta. In tako se svet spremeni. Odraščajo v mestih in vaseh, na istem travniku ljudje zavračajo, kar daje jim pomlad, in drug od drugega beži. A vendar kdaj pa kdaj pomlad jih združi nazaj. Pesem o pomladi in prijateljstvu, vrata, ki pred soncem se odpirajo, roke, ki v objem kar same se razpirajo, pred domovi dobrih ljudi. Pesem o pomladi in prijateljstvu, ko pomlad prinese ti prijatelja, srečna pojdita, povsod pomlad razglašajta. In tako se svet spremeni. Na 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 na. Pesem o pomladi in prijateljstvu, ko pomlad prinese ti prijatelja, srečna pojdita, povsod pomlad razglašajta. In tako se svet spremeni. Hvala, gospa Fediga. K slavnostnemu nagovoru vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. 2 leti je tega, kar tukaj v kristalni veliki dvorani predsedniške palače obeležujemo dogodke, ki so vsak zase in na svoj način, a vsi skupaj, privedli do demokratične slovenske družbe in samostojne slovenske države. Vsakič eden ali dva slavnostna govornika skozi svoje oči pogledata 30 let nazaj in nas spomnita, čemu smo bili priča tedaj, da lahko danes uživamo te sadove. Moj nastop, krajši, pa je običajno namenjen temu, da po svoji vesti povlečem neke vzporednice z današnjim časom. Dr. Spomenka Hribar je v začetku svojega nastopa omenila, če te bom prav citiral, da sporazumu ni botrovalo vsesplošno strinjanje ali zaupanje, ampak vsesplošno nestrinjanje in nezaupanje političnih sil. To se mi zdi pomembno opozorilo, ki je vredno pozornosti tudi danes. Tudi danes, 30 let kasneje, smo priča zaskrbljujočemu poglabljanju zaupanja med političnimi silami v Sloveniji, tudi med ljudmi, zaskrbljujočemu porastu nestrinjanja, ki vodi do izključevanja, ne samo do zavračanja in nestrinjanja. V takih pogojih čutim dolžnost, kot predsednik republike, ki se redko obrne na voditelje parlamentarnih strank, da morda vnovič v miru premislijo predlog, ki sem ga že dal ob državnem prazniku Dnevu suverenosti 25. oktobra letos. In to je, da premislijo o nekem dogovoru ali sporazumu, o neki koordinaciji parlamentarnih strank, njihovih voditeljev, ki bi dialogu dala priložnost, da postavi mostove med temi razlikami, ki se zdaj zdijo nepremostljive. Ne živimo običajnega časa. Če drugega ne, je globoko v našo družbo in svet zarezala zdravstvena kriza, povezana z COVID-19.
nevarnost recesije, ki bo sledila tej krizi, mora vse odgovorne politike različnih političnih prepričanj navesti do ugotovitve, navdih pa lahko najdemo tudi pred 30 leti, da prav zdaj, ko so razlike morda največje, najbolj potrebujemo dialog za to, da pridemo do kompromisov ali do skupnih zaključkov, s katerimi bomo lažje in uspešneje premagovali zdravstveno in kasneje socialno in gospodarsko krizo. Morda se bo komu zdelo, da smo že pregloboko v krizi, da bi bil tak poskus smiselen. Jaz pa mislim, žal, da se kriza ne bo končala tako hitro, kot si kdo želi, tudi sam, in da bi bilo še kako prav in smiselno, če bi do neke vrste dialoga, ki bo morda pripeljala tudi do neke vrste dogovora, prišlo. Kot predsednik republike se nikoli nisem vtikal v strankarske zadeve in če sem se, kot se danes, se samo toliko, kolikor ta predlog, to prošnjo za razmislek naslavljam na vse voditelje, vseh političnih sil. Smo v nekem času kulminacije zdravstvene krize, gotovo bo tej sledila, kot rečeno, neke vrste krajša ali daljša recesija, ki bo poglobila socialne in druge stiske ljudi, vsako politično razhajanje, vključno z nesrečnimi delitvami med nami, pa bo vse te stiske, vse te pritiske samo še poglabljala in onemogočala lažje in uspešnejše ukrepanje pristojnih oblasti. Mislim, da ni v nikogaršnjem interesu, da bi se to zgodilo. Kot predsednik republike si ne upam posegati v parlamentarno dogajanje. To je stvar državnega zbora in vlade. Toda za 30-letnimi izkušnjami, tudi kot delegat tedanje Bučarjeve skupščine in priča tedanjega podpisa sporazuma, si upam reči, da današnja obeležitev daje sedanji garnituri odgovornih slovenskih politikov nalogo, da premislijo, ali ni prav zaradi velikega nezaupanja in nestrinjanja, ki vodi celo do nekega nevarnega razkola med nami, ki onemogoča uspešnejše reševanje stisk ljudi, ali ni mogoče prav zaradi vsega tega potreba po nekem dialogu, neki okrogli mizi voditeljev vseh političnih sil in po morebitnih skupnih dogovorih prav zato toliko večja. V tem smislu izkoriščam to priložnost, da se obrnem na vse njih in jih prosim, da to možnost, ki se je v zgodovini na predvečer ustanovitve slovenske države in po njej izkazala kot zelo dobrodošlo, premislijo. Naj sklenem, da je podpis sporazuma o skupnem nastopu za plebiscit v začetku decembra, ki je vodila do enotnega nastopa politike in ljudi na plebiscitu, pri vzpostavljanju pogojev za razglasitev države, samo razglasitev države in enotno vojaško obrambo ter mednarodno priznanje samostojne slovenske države, potem nadgrajevalo tako rekoč skoraj vseh 30 let tradicija strankarskega sodelovanja. Mi smo imeli celo vrsto projektov, ki so potrebovali širši družbeni konsens, tudi širši politični konsens in naj spomnim, Slovenija ima to tradicijo strankarskega dogovarjanja, ko gre za ali pomembne strateške cilje naše države ali za ukvarjanje z kriznimi razmerami. Ne vem, zakaj teh razmer ne bi razumeli kot tako pomembne, da bi morali strniti vrste prav zato, ker imamo očitno glede nekaterih pomembnih vprašanj tako različna stališča. Te niso ovira, nasprotno, so pomemben motiv za to, da zdaj pokažemo in politično zrelost, ker je težko, ne ker je lahko, ker je težko, da poskušamo uskladiti nekatera ravnanja in s tem se mi zdi pomembno omogočiti naši državi, družbi, vsem ljudem, ne glede na njihova prepričanja, tudi tistim, ki so brez njih,
da lažje premagamo težave, s katerimi smo soočeni, ker na koncu vseh koncev, kot vselej, verjamem, da se bomo tudi iz te krize potegnili ven. Važno pa je, da razlike med nami po tej krizi, socialne in druge, ne bodo večje, kot bi bile, če bi ukrepali bolj enotni in bolj skupaj. Rad bi se zahvalil slavnostni govornici za njen pogled na podpis sporazuma in njegove konsekvence, podpisnikom, ki so si danes vzeli čas, da so prišli na to obeležitev, tudi tistim, ki jih žal ni več med nami ali se danes tega niso mogli udeležiti. Vabim slovensko javnost, da razume pomen podpisa, ki je bil v teh dneh pred 30 leti in je konstituiral to, kar smo kasneje in danes imenovali plebiscitno večino za samostojno slovensko državo. Danes me spričo vaše navzočnosti, gospa in gospodje, prevzemajo močna čustva in želim si, da bi vsaj del tega navdiha prevzel tudi vso našo slovensko družbo in državo. Z izrazi hvaležnosti in z mojimi najboljšimi željami tudi pred temi prazniki se vam zahvaljujem za vašo navzočnost in vam želim vse dobro. Hvala lepa.